Poraba električne energije narašča tudi v Sloveniji. Slovenija je delno tudi odvisna od uvoza električne energije. Zato se je Slovenija tudi zavezala, da bo povečala delež proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, kar hidroelektrarne vsekakor so. Koalicija pa je tudi zapisala v koalicijsko pogodbo, da se bo zavzemala za povečanje deleža proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in tudi za izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi. Zato sem se tudi odločil vložiti poslanski zakon o izgradnji hidroelektrarn na srednji Savi, ki pa ga je v Državnem zboru zrušila prav največja koalicijska stranka SMC. Samo poslanci SMC so glasovali proti mojemu zakonu, medtem pa so isti podpirajo energetski koncept Slovenije, v katerem je zapisano prav to, da bo Slovenija šla po poti brezogljične družbe s pridobivanjem električne energije iz obnovljivih virov. Izgradnja vsaj prvih 3 hidroelektrarn na srednji Savi bi pomenila delo 16 let, tako za slovensko kot tudi za savsko gospodarstvo. V primeru pa, da bi se izgradila celotna veriga srednjesavskih elektrarn, pa bi imelo slovensko in tudi za savsko gospodarstvo delo v obdobju celih 50 let. Za nasprotovanje temu zakonu lahko rečem samo narobe svet oziroma več kot očitna dvoličnost stranke SMC.